Glasbena skrinjica. Lep dober večer, pozdravljeni nazaj v glasbeni skrinjici, drage veseljakinje in dragi veseljaki. V naši družbi zdaj leži podokničar, gospod Franc Pestotnik. Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Kako ste? Prijazno, torej vsem gledalkam in gledalcem, širom po Sloveniji in pa širom po svetu. Veš, da vas gledajo tudi v Ameriki. Resno? Ja, En aplaus za Ameriko. Gabriel Mazi v Clevelandu, to je moj dober prijatelj. Ja, sem ga naučil vse to, kako spremlja slovenske medije na internetu in TV Veseljak mu je zelo blizu in ga tudi spremlja. Dober večer. Pri njemu je zdaj še dan, ne? Ja, oni so koliko, 6 ur? Ja. Odvisno, kje so, ne? Ja, ampak tam nekje je 2 bo zdaj popoldan, ja? Ja, oni imajo sonček, mi pa tako. Nočne. No, mi dva sva umrvi, mava svetlo, tako da se lahko... Vse imava. Tako, kot da bi bilo 2 popoldne, ne? Ja, lahko da je tudi 2 popoldne. Vse stranski ste, moderator, igralec, televizijski voditelj in seveda podokničar, ampak preden prideva do teh podoknic, kdaj ste vi sploh začeli to pot, medijsko pot? Ja, kot otrok, to je bilo že od nekdaj. Jaz sem tudi odraščal v kulturnem domu, to je bil en kulturni dom, sem tam odraščal kot otrok in mene je oder, mislim se zacopal tisto oder v gledališče. To je bilo še obdobje, ko so ljubljanska gledališča mestno in tudi drama hodila po deželi, gostovala in ko sem jaz to videl, te igralce, ko sem jaz, bo pa vedel vsak igralec, o čem govorim, zavonjal lepilo za brade in brke. To je en poseben von. Aha. In ko sem to zavonjal, to je mene prevzelo in potem, ko sem bil dovolj star, sem šel naredil audicijo v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani in tam preigral tudi nekaj sezon. Potem me je pa zgodba peljala naprej, naenkrat se najdel ta klobuk, te cokle in zdaj že 27 let tudi podokničar. To je že kar dolgo. Ja, lej, za tebe, recimo, ker še toliko nisi stara, ne? Sem že čez. Tam nekje, ne, glede na to, da smo mislili takrat, ko smo začeli z Nedeljskim, da bo to samo za eno sezono, ne, ali pa 2, zdaj pa že 27 let, vsako leto naredimo 8 podoknic. In je seveda toliko in to krajev v Sloveniji sem zdaj že jaz videl, tako da, ko me kakšno pove, odkje je doma, mu rečem, ja, točno kraj povej, ne, kakor si ti rekla, da si pač iz Grosuplja, ne, kraj povej, poznam detalje. Vas, no, si pa prišla do vasi, ne, ja. Tudi to poznam in hočem povedati, da je Slovenija velika. Slovenija je velika, če hočeš videti, seveda, če hočeš samo Bled, Postojnsko jamo, pa ne vem, še Piran, Izolo in pa kaj takega, se zadeve hitro zaključijo. Ampak, ko greš v detalje, tam je lepota Slovenije in to je treba tujcem pokazati. Mi moramo to kazati, ne samo Postojnsko jamo. Tiste majhne kotičke, ne? In 27 let že to 100 lojtro hodam po Sloveniji, ne, videl že vse mogoče zgodbe, kraje. In zakaj se je to ohranilo, me mnogi sprašujejo, kako to? Zato, ker ima prireditev vsebino. Zato, ker vedno v vsakem kraju mi pritegnemo domačine, njihove, in potem na dan pridajo folklorne skupine, pevci, na dan pripeljajo izpod podstrešji in izpod ne vem kje stare stroje, ki že na leta ne delajo, da jih pokažejo. Potem dekleta in žene pečejo in kuhajo stvari, ki jih samo za večje praznike še. In vse to, ko združimo skupaj, ima eno vsebino, ima eno sporočilo, je ena taka etnološka zgodba, ki se vrti. Samo vesovanje ima pa tudi en prastar spomin. Gre za to, da fant kliče dekle. Da se začne nekaj najlepšega na svetu, to je ljubezen. In če bi ta svet poganjala ljubezen, mi bi bili tako srečni, kot sva mi dva zdaj tukaj v studiu. To je res. Pa odkje recimo, iz kje so korenine podoknic? Odkar je mogel fant do punce pride, po lojtri je to. Kako je pa prišlo v našo hišo v Nedeljca? Nekoč pred 27 leti je ena gospa iz Prekmurja pisala, pravi, vi ste tak ljudski časopis, bi bilo dobro, če bi imeli eno zgodbo, recimo kakšno o vasovanju. No in potem so začeli fantje skupaj sestavljati zadeve, nekar pridejo do mene, jaz sem mogel pa nekaj obleči, da ne moram tak stati pod lojtro in jaz sem doma našel še od pokojnega tasta cokle, klobuk, torej nošo,
to je pravzaprav prava noša pastirjev z Velike planine. In jaz sem od tasta dobil dve stvari. Ženo, s katero imam same stroške, in ta klobuk in cokle, s katerim te stroške lahko pokrijem. Tako da je bil človek zelo racionalen. A pa imate predpisan, kaj morate biti oblečeni podokničarji? Ja, ne podokničar, ampak jaz predstavljam tega pastirja z Velike planine in tak naj bo in tak je. To so leseni cokli, debele nogavice, hlače do kolen, potem taka velika borša, jaz jo imam iz ovce, ovčje kože, kaj imam noter, vse zanima, ne? Kaj imaš, je kakšen sir, ne? Pa šnopček. Pa kakšen šnopček, ja. Potem pa še širokokrajen klobuk, ki je pastirja na Veliki planini branil pred dežjem in soncem. No in ko sem jaz prišel s to nošo v slovenski prostor, se spomnim prvič na eno televizijsko oddajo, kamermani so skočili takoj v mene, ne? Ker do zdaj so bile navajene te gorenjske noše, te tradicionalne, ki imajo vsi narodno zabavni ansambli. Ampak ko sem jaz prišel s to nošo v Švico, Nemčijo, kamorkoli drugje, ko so to videli, je to malo drugače bilo in bilo to atrakcija in zanimivo. In zdaj sva jaz si noša že eno in podokničar že 27 let. Letos 15. marca se odpravlja en simpatičen primorski kraj, to je Prvačina, 10 km iz Nove Gorice, takole na vzpetini, je strnjena, gručasta taka vas, hiša do hiše in te hiše imajo nekaj lepega v Prvačini, veš, od spodaj živijo ljudje, na vrh so pa brez oken in dolgi prostori in na tistem podstrešju, kjer gre zrak čez in čez, visijo ene lepe stvari, oni jim pravijo pršut. In teh pršutov je toliko in zato smo Gorenci zelo radi recimo na obisku pri naših Primorcih. Ja, pa so v bistvu podokence pršutu, ne? Ne, da bo dekleto seveda, gospa bo dobila podokenco, ampak del tega našega seveda snidanja so pa tudi takšne kulinarične dobrote. Se pričakuje, da je potem... Ja, halo, lej, podokničar ni od vode... Ne moreš zdaj nelačen pet, ne? Podokničar ni od vode, tak. In zanimivo, jaz sem v življenju večkrat shujšal, ne zdaj, da bom več toliko, ampak vem, da sem enkrat shujšal 27 kg in sem doživljal velike kritike, tudi od deklet. Ti ne moreš biti tak, ti si čisto odpadel, podokničar mora dec biti, mora nekaj izgledati, ko pride dol spod, da se ga fantje ustrašijo, če ne ga bojo kot vrgli. Da se s tem toliko več ne obremenujem, ampak skušam nekako na distanci biti, obdržati da zdravo težo, recimo. Tako kot pravijo za ženske, ne, če so močnejše, da je pozimi za gretje, pa poleti za senco. Ma ne, glej, pri nas na kmetah drugače rečemo, ko punco prijimaš, mora nekaj čez prste gledati. A ja, vi imate pa tak sistem? Pri nas je pa to malo drugače. In tudi vse dekleta, ki so mečken pri sebi, so tudi bolj dobre volje. To je res, ja. Suhice celo življenje samo trpijo in normalno to kažejo, to trpljenje povsod, se pačijo. Pokaž mi eno manekenko, ki gre čez pisto, da se lepo smečka. Pokaž mi eno. Vse se držijo kislo, a se splača potem za to pravzaprav tako življenje živeti. Vsak mu svoje, pravijo, ne? Ja, dajte še povedati, recimo, kaj v bistvu sploh spada v službo podokničarja? A morate imeti kakšna posebna znanja, posluh, igranje kakšnega inštrumenta? Kaj paše tle zraven? No, lej, predvsem ne smeš biti naroden, ne? Ja. Predvsem ne smeš biti naroden, dosti pogumen, ne? Če govorijo samem podokničarju, da pravzaprav kraj prepričaš, da te spustijo do dekleta. Je pa dobro, da se znaš znajdeti v določeni situaciji, ker tam se nimaš kaj na pamet naučiti. Se pravi improliga. In to moraš pa blazno improvizirati, ker imaš stalno nekaj, kamorkoli pridem v kraj, se pojavijo domači fantje, danes ga pa bomo. Tega pa bomo. Ma pravi Primorci, ma pejte, bomo mi tebe, ne? Ja. Ampak jaz se seveda vedno znajdem, meni v teh letih sem se tega naučil, ta improvizacija. Če sem začel nekoč pred mnogimi leti na odru govoriti, ali se učil vice, sem se vičil, zdaj ne govorim več vicov, ne? Ampak mene je ta improvizacija blazno dobra, odziv na trenutek, na sogovornika, na akcijo in tukaj moram reči, da sem pa kar dober rado. Je pa seveda neko stvar moraš prej imeti, le sem torej igral v gledališču, za menoj je toliko delal na televiziji in radiju, vse to ti pripomore k izkušnjama, da se lahko pojaviš v javnosti preko medija. Če imaš izkušnje z ljudmi takimi in drugačnimi iz različnih koncev Slovenije, verjetno potem tista improliga, mogoče mičkeno lažja. A pa sicer te ljudje vejo, da vi pridete Ja, seveda. Zvohajo to od kje ali kako? Ne, to je dogovorjeno. Dogovorjeno je to. Ne, glej, to je januarja je razpis, se kraji prijavljajo, posamezniki, in zanimivo, to je brezplačno za kraj, včasih mi se to kaj stane. No, grosuple, prosim, ne. To je brezplačno, za kraj. No in potem se prijavljajo in potem se mi z organizatorjem dogovorimo, in potem se dogovorimo z organizatorjem, kaj vse bodo dali zraven,
kaj vse bodo da zraven, oni, da to zgodbo napletemo. Torej, ta uradna podoknica je dogovorjena, to je igra, a veš, to ni nič tako, to je vse dogovorjeno v tem grobem smislu. Ne. Vse ostalo, kaj bomo se pogovarjali, je pa stvar improvizacije. Sem pa, to, kar si pa ti omenila, že velikokrat povabljen bil in sem še, nekakšne presenečenja. Nekdo recimo svoji ženi ali pa mami, karkoli, na predvečer njenega goda ali pa rojstnega dneva, to imajo malo, pripeljajo malo muske pod balkon, mama vsa presenečena in tam na balkon meni zagleda. Jaz ti povem, take situacije sem doživel. Enkrat sem za eno gospo bal, da mi bo umrla na odru. Resno? Tako je bila nervozna, ampak od te sreče, se rekel, umirite se, ja, jaz sem samo podohniča, se ni nič drugega. Ne? Pa vas je recimo kera že zalila s kakšnim čebrom vode, a se zgodi kdaj to, ali da ga purine ali zlojtre? To, kar je polivanja z vodo, to sem doživel, ampak ne od dobitnice, vedno mi naredijo šrango, domači fantje, in potem mi velikokrat postavijo gor fovšne vesto, mi temu rečemo. Ne. Kaj, lutko? Ne, neka ženska se napravi eno staro babo, ali pa kakšen moški se napravi žensko, in potem me polije z vodo čez, ponavadi še to kahlo, ne češ kao, ampak seveda ponavadi z vodo. Jaz se ne dam, jaz kljub temu pridem do vrha. Pa zmer z lojtro greste? Vedno, samo enkrat v življenju in to sem zelo tako nizko, da nisem rabil lojtrco. In ta punčka je bila stara takrat 8 let, pred 27 leti je bila stara 8 let. In jaz sem tej punčki rekel, no, a veš kaj, se boš pa oženila, pa pride podokničar na tvojo ohcet nekaj povedati. Lansko leto me ta punčka pokliče. Prav, veš kaj, podokničar, da se pa jaz res bom poročila. Resno? Ja, res. In smo šli v hudo južno, to je tam v tisti grapi proti Bovcu, sem šel potem res v obleko cokle, sem rekel, če pa to, in sem je prišel presenetati in ji voščet za rojstni dan, sem rekel. Ampak se je zapomnil, jaz sem sicer pozabil, ker sem veliko pozabil, kaj sem včeraj rekel, nekaj pred 70, ne je pa to ostalo spomin. Bil sem vesel, da sem je spomnila in da sem lahko uresničil njeno željo. Pa koliko so ponovadi stare te ženske dekleta, ki dobivajo podoknice? Vse mogoče je že bilo. Bolj zrele so v glavnem. Se pravi, zame je še šansa, da mi kdo zapoje podoknico. Ja, ti, ne bil sem všeč ta letnika, ne. Sam jaz sem kar visok, tako da ne vem, tale naša lojtra bo malo premajhna. Ja, imam pa gasilca, da me pelje. Ja, gasilca, no zvem. Moram pa reči, da so nekoč mislili, da je podoknica nekako priznanje, ne. Pa sem rekel, priznanje dajo, ne vem, predsednik države, pa društva dajo. Jaz sem pa vasovalec. Bil sem pa, najmlajša je bila stara 8 let, najstarejša je bila pa 104. In ta 104 sem imel v Prevaljah leta 87, če se ne motim, z Avseniki. Avseniki v originalu so igrali takrat v Prevaljah pred enim blokom in moram reči, da je bilo to cirka 8 do 10 tisoč ljudi se je zbralo v tistem Prevalju, to je bilo polno. In ta gospa pri 104 letih je še z menoj na balkonu zaplesala. Fejst? Je povedala kakšen recept za dolgo življenje? Ma to mi je kaj povedala ena druga, to mi je ena, ki je bila tudi 100 let stara. A veš kaj sem jo vprašal, sem rekel, gospa, kako pa to tako vitalna? Je rekla, veš kaj, podokničar, jaz sem skozi vso življenje, prav do 15 let nazaj, dopolnjen šnopček, pa popolnjen šnopček. Prav zdaj pa sam pol, ne, že, ker sem že toliko, sem rekel, ja kaj pa, ko mislim, moški, rekla, veš kaj, brez moškega telesa se ne pride v nebesa. No evo, zdaj vemo. Tako da vam je jasno, dekleta. A se spomnite recimo številko podoknic, ki ste jih zapeli? Tistih uradnih je, ne vem, je na 220, ne? Drugače vseh neuradnih se pa ne spomnim. Lahko ti pa povem eno zgodbo, zelo hecno. Jaz sem imel podoknico tudi na Hrvaškem, ne? In to v Koversadi, v nudističnem kempu. Zanimivo. Ta je bila pa zanimiva, ja? Ta je bila pa res zanimiva. Si predstavljam, imam že slikce, že diapozitive. In jaz sem tam dopustoval, moj prijatelj je imel tam v kempu, je imel prikolico in se je zmenil z direktorjem, da bomo imeli podoknico, tam sem rekel, lej, jaz nimam ne noše, prav dam. Jaz sem šel z avto po noči domov in sem rekel, kako bo to izgledalo. In mi z ansamblom Trim je bil takrat, se preoblečemo, pridemo iz restauracije ven, pa šopa gremo dol, dobila je pa ena Nemka Pupe, še danes se jo spomnim, tako vitalna, kot ti, pa bogato obdarjena. Bogato obdarjena. In ona mi je rekla prav, da moram samo v klobuku lezti gor, ne?
Po coklah, se rekel, brez se rekel, ne bo, ker bom kline trgal, če grem jaz ta gol. Pa je bilo uspešno podokrat. Ne, pa sem se rekel, oblekel, ona je pa počakala seveda gola, tako se je spodal. In ko mi začnemo hoditi po tem kempu, so vsi ljudje zginili, sem rekel, da smo po tem obrcali. Čez 2 minute se obrnem nazaj, so pa vsi skočili po fotoaparate in kamere. So slikali. In vsi za nami in potem se jih je zbralo, ne vem, tam 2000 ljudi, predstavljaš ansambl, pa jaz smo oblečeni, vsi pa golo in boso in smo imeli eno tako lepo golo. In kako je ženska sprejela? Pupe, Ja. vrhunsko, moram reči. A je bilo naga? Gola in bogato prsje. In najbolj je uživala, ko je to prsje lahko se poigravalo z mojo brado, košato. Bi kaj pripomnila, pa Zakaj? ne bom. Ne. Kaj pa pomni? Se pravim, jaz sem zelo hiter, kakšne diapozitive Ti nisi imela kdaj fanta z brado, z brki? Ne. A vidiš, pa ne veš, vse zamudilo v življenju. Ja. Vse zamudilo v življenju. Madoniš, ja, uška in grosuple. V katerem koncu Slovenije pa recimo imajo najrajši podokance, oziroma kje najbolj živijo? Največ smo jih imeli v Prlekiji in Prekmurju. Aha, tam je še najbolj živo. Tam je bilo Prlekije, Prekmurje, ta del gor tam. Pa nasploh, veš, tam, kjer raste vinska trta, tam so ljudje, tudi Primorci, pa vse to, pa Dolenci, kjer raste vinska trta, tam so ljudje mehki. Bolj odprti. Ja, odprti, veseli. 0,5 že v zraku. Ja. Pa ne samo zato, vino naredi človeka nekaj takega bolj mehkega, bolj odprtega. Zanimivo. Mi dva bova pa zdaj napovedala en videospot, oziroma ga boste kar vi napovedali, glede na to, da ste še vedno moderator, a ne, bomo videli videospot. Tamle gor piše. To so Gamsi, ja. Ja. Legendarna skupina Gamsi. Zanimivo, zaradi njih bi jaz enkrat malo mogel s televizije, jaz sem jih pripeljal na televizijo, nacionalko, ja. Ja. In takrat jim ni bilo všeč, češ, da ta muska ni bila ta prava, no pa se je to obdržalo. In Gamsi, vem, da so za vas posneli spot Jaz sem Marička, eno ta priredbo in to je čist nekaj frišnega v vaš hiš, ne? Ja, iz produkcije. Ja, dajmo eno frišno zadevo. Gamsi, jaz sem pa Marička. Jaz sem Marička, strojice doma, stanujem pri Gamsu, v hišci z lesa. Cel dan si prepivam, saj to je lepo. Narava je krasna pod našo goro. Ko okno odprem, se jutro zazrem, narava se budi. Pogledam nov dan, nedolžen zaspan, srce prepiva mi. Saj pesem samo prežene temo in jutranjo meglo. Zapojem na glas, naj slišim sa vas, živeti je lepo.
Dober večer, nazaj smo že v glasbeni skrinjici, danes je naš gost. Pa to ni skrinjica, to je slama, danes smo na slami. Videli smo zdajle Gamse. Zakaj smo videli Gamse? Gamse smo zato, ker imajo letos 20 let. 20 let imajo, ne, in v ta namen pripravljajo en koncert, oziroma ga pripravljamo, ker sem nekako tudi mal idejni vodja te prireditve. Zanimivo, to bo v Prevojah 23. marca ob 19. v enem velikem ogrevanem šotoru in tudi vaša televizija Veseljak je zraven, tako da bodo mnogi tudi lahko to videli kasneje. Gre pa je ta koncert tudi humanitarnega namena, namreč v Šentvidu v Prevojah je pred kratkim pogorila ena Gašparjeva domačija, dom in pa gostilna, in zdaj bomo tudi del teh, oziroma izkupiček zbirali za njih, ne. Je pa vodja ansambla Toni tudi v sorodu s temi Gašparjevimi, tako da tudi iz tega nashaja. Tam bodo seveda Gamsi, normalno, in zanimivo, oni bodo z mnogimi glasbenimi izvajalci tudi prepevali, da ne bojo samo oni igrali. Imajo Gamsi že mlade Gamse, ne, to so mladi kozlički, ne, mladi Gamsi, tudi oni so bojo predstavili. Potem pa legendarni slovenski muzikantje, ki se to pot predstavljajo z novim pevcem in novo pevko, premjerno bomo to videli, ne? In legendarni ansambl Bratov Poljanšek, ki ima zdaj več kot 40 let, bo letos praznoval Trio domačini, to je ansambl iz Stahovce pri Kamniku, tam, kjer jaz prihajam, ne? Dva fanta sta sinova od Staneta Kregarja, ki ima ansambl Nagela, ne? Tako da že mladi tudi nadaljujejo, potem Boško in Korado, potem meni zelo ljuba klapa Mali grad iz Kamnika. To je ena odlična klapa slovenska, ki prepeva dalmatinske pesmi, in to so mi potrdili celo klapa s Sobrenom iz Dubrovnika, ko smo bili enkrat z njimi na enem odru, prav vaši Kamničani prav zelo dobro prepevajo. No, potem je ljudska pevka Marjetka Popovski, jo žal ne poznam, Trio Habjanič, potem ansambl Minerali, harmonikarski orkester bo tam, ansambl Svetlin, pa The Mirrors, ne, to bo pa mal kakšen tabu, ne, ali pa kakšen dan dej nekaj tazga bojo. To so mladi otroci od teh, ki igrajo pri Gamsi, pa že mal bolj rock. Vsaka taka prireditev ima tudi nekoga, ki to vse skupaj pelje čez prireditev, vaša Tanja Vidic, ne, kolegica, sodelavka. Pa Podohničar bo gor, ne, Podohničar bo to tudi malo zraven. Seveda, ne gre brez vas, ne. Prejle, ko smo gledali Gamse, sva se midva pogovarjala, da je zmotno prepričanje v bistvu, kaj so sploh podoknice, ne. Jaz recimo sem si res predstavljala, da to pride en fant pod okno nekemu dekletu, ne, in recimo sabo pripelje, ne vem, 3 moške, ki nekaj igrajo, in to je to, ne. V bistvu pa to sploh ni res, ne. Ja, lej, lahko je tudi tako preprosta. Ja. Ampak takšno, ki imamo pa mi zdaj, to je pa velika prireditev. To je velika zgodba. Recimo, če se zbere med 500 tisoč, 2-5 tisoč ljudi, če se organizator pripravlja že kar 10 do 14 dni, da to zgodbo, da angažira domače izvajalce, plesalce, kakšen ansambl, torej folkloru, pevce, da pripeljajo razna orodja, ki jih podkaže, in potem pripravijo tudi šarango, ne posod, ampak večinoma pa že. Jaz sem v teh letih na šarangah delal, sem kravo mavzul, kozo mavzul. Šarange so dobre. Ovce sem strigel, klepal sem kose, kosil sem, žel sem, polšnice sem nastavil. Veš, kaj je polšnica? Ne. Polšnica je taka mehna stvar in jo daš na drevo, da ujameš polha. To, ne? To so polšnice, recimo polšnice sem nastavil. Žel sem žito, košare sem pletal. Kaj je bilo najtežje? Kaj je bilo najtežje? Ja. Klekljat. Klekljat, zanimivo. A veš, kaj je klekljat? Ja, vem. Klekljat, enkrat, ko sem v Idri pod okonco, so me tam postavili, da bi jaz klekljat, ampak to mi pa ni šlo, to je pa tako fino delo in moram reči, občudujem ženske, kakšne stvari delajo. Klekljat, to mi je šlo najtežje. Vse ostalo sem nekako že dojel, ampak klekljanje mi pa res ni šlo. Pa recimo tradicija samih podoknic, a to zamira, a je iz leta v leto več zanimanja? Več zanimanja. Več zanimanja? Več zanimanja. Pa ne samo to, kar jaz pač kot uradno podoknico, ki delam. Jaz opažam v zadnjem obdobju mnoge mlade fante, tudi ansamble, ki igrajo na predvečer kakšnega rojstnega dneva ali pa goda, mi smo rekli včasih frehat, ali pa prav, igrajo pod okno, zapojejo. Veš, to spet prihaja s poplavo narodno-zabavnih ansamblov in pevcev, ta slovensko spet prihaja do izraza.
Pa recimo te pesmi, kdo piše te pesmi, oziroma kakšne pesmi so sploh primerne za podoknice? Vse je mogoče. Vse je mogoče. Vse, pa tudi vsak ansambl ima vsaj 3 do 4 pesnice, ki prepeva o dekletih, o ljubezni. Se podoknica ni drugega, to, da je fant prišel do punca, če gre v osnovo. Da je prišel do punca, da je prišel noter, ker to je bil edini način, pa ata je že spal, da je, če bi že dol skorajžen, je bil že zraven, pod polštrček, do polštrčka žikar grem, pod polštrček pa ne smem, pojena ljudska. In šlo je za to, da je to mladina poenostavila, on pošle SMS-e, bejba, prid dol, pa se bo malo šejkala. To smo ga pa gor lest, pa jokat, tam pa prositi. Pa blagoslov dobiti, pa tako ne. In je imelo en čara, in tako ta dej prihaja nazaj, tudi zaradi mnogih mladih ansamblov, mladih pevcev, mladine, ki spet čutijo to slovenskost. To pa je ena taka naša prireditev, ena naša zgodbica in ja, se dogaja po deželi to. Pa se vas da recimo najet ali se je treba dejansko prijaviti na ta razpis? Dva načina sta. Eden je, da je januarja razpis, zato generalno, tisto, kar se pa dogaja med tednom, me pa najamajo, pokličejo ti, moja mama ima, moja žena ima, moja punca ima. Eden me enkrat so mi klicali, je rekla ena gospa, če pa lahko za njega moža. Sem rekel, da pa to ne delam jaz, vem pa za enega v Ljubljani, zelo znan je, on pa dela za moške. Se pravi, imajo tudi moški podoknice? Ja, on pa za moške dela v glavnem, ja. Pa kje ste recimo vse že, prej so se pogovarjali, da ste bili že povsod po svetu, kje vse ste že bili? Ja, jaz sem videl in Avstralijo in Ameriko, recimo, sem videl vso Evropo, Evropo moram pa reči, da sem skoraj povsod sem bil. Povsod. Jaz sem v Parizu na Elfovem stolpu s klubukom stal, pa takrat je bila z mano tudi ta Brigita, vrhovnik Dorič, kraljica Jodlanja, je gor prepevala in smo gor prepevali. Atrakcija ste bili zagotovo. Ja, zagotovo. Kje je bilo pa najlepše? V Sloveniji. V Sloveniji, resno? Zagotovo. Slovenija je najlepša. Ljudje tukaj to najbolj čutijo, najbolj pristno je, In možda zanimivo, tudi ko smo v Sloveniji imeli goste, recimo iz Amerike, iz Anglije, se spomnim tudi Italijanov, pa jim je samo vodič razložil zgodbo. Jaz sem celo podoknico peljal, govoril v slovenskem in vsi so na koncu prišli trpljati in so bili zadovoljni, ker so zgodbo začutili. Sej tudi, če oporo poslušaš, te vse prevedajo. Ne, ampak slišiš zgodbo, začutiš. In ko ljudje začutijo tudi to podoknico, se dobro počutijo. Jaz vem, Italijani so bili navdušeni, ali pa tisti Amerikanci niso mogli verjeti. Ali pa enkrat sem imel podoknico z 12 žensk iz celega sveta, so imeli predsedstvo medicinskih sester in iz Avstralije, Kanade, Kitajske, Japonske, Rusije, so bile dekleta gor, so rekla, kaj naredi, sem rekel, to presenečenje, potem jaz pridem z enim triom in jim bom roce gor dal in jaz gor zlezem, dekletam to razdelim, dekletam so bile gospe tam od 40 do 60, 70 let, tako so bile ganjene, tako so rekla, to je pa ena posebna pozornost, ena posebna zgodbica, pa zelo enostavno, roce sem jim dal, nekaj v angleščini, nekaj v francoščini, tako sem se že malo hecal, rekel, tistih par besed znam, z vsako malo zaplesal in so rekla, neverjetno, kako prijazni ljudje so v Sloveniji. Se pravi, se nam ni treba bati za prihodnost podokničarjev? Ne, pa nobene stvari domače se nam ne smemo sramovati. Nobene stvari, ki prihajajo iz Slovenije, dobra, se ne smemo sramovati. Pokažemo turistom. Potem imamo pa v sred Bleda ali pa ne vem kje, v Portoroža, pa tam meni igra Blues, Spanish, pa še govoriti ne zna orang. Pa nek harmonko tam igra pa zapoje. In verjami, če nekdo pride iz Anglije ali pa ne vem, iz Španije, bi rad tole slišal. Ko hodva mi dva v Španijo, če gre v Španijo, čakaš tam harmonko. Ne, špansko glasbo. Ja, seveda ne. Pa Grke, poslušaš Grke, njihovo glasbo, ne? Ja, normalno ne. Pri nas pa harmonko. Ja, in moramo to, ne pa potem blues, Spanish, No, mene zelo veselino, da se ta tradicija vrača. Mogoče jaz nekoč dočakam podoknico. A zagotovo? Se slišva, kaj se bom poročila. Zmenjeno. Lahko še prej. Lahko še prej. Ja, zagotovo. No, Franc, hvala lepa, da ste bili nocoj moj gost. Ja, veliko veselje. Upam, da se kdaj srečava, če ne drugače pod oknom. Zlojtro. Jaz bom spodaj, ti pa gor, ne? Da doživim končno to podoknico, da vidim, kako to res izgleda. Obljubam. Hvala lepa, Franc. Pred celim svetom. Mi imamo zdaj še eno glasbeno željo, ki je prišla preko SMS-a. Za Lejo se bo odvrtel Marjan Smode Kriva. Uživajte, kmalu bomo nazaj.